Prezvišeni škofje, čestita duhovščina, drage rojakinje, dragi rojaki. Poslavljamo se danes od ljubljanskega škofa. Vprašanje je, zakaj šele danes toliko več 54 let po njegovi smrti. Zakaj iz Lemota in ne iz Ljubljana? To je vprašanje, na katero bi verjetno vsi radi imeli odgovor. Naj na kratko obrazložim škofovo življenje in škofove težave in delo v Ljubljani in potem v drugi polovici njegovega škofovanja med nami v Ameriki. Gregorij Rožman je zvest sin slovenskega naroda, slovenskih staršev zaveden. Po maturi se je odločil, da se žrtvuje Bogu in cerkvi, končal je bogoslovje v Celovcu, na to ga dopolni na Dunaju, tako da je postal doktor bogoslovja. Potem je deloval v svoji rodni Koroški, v kratkem dobu si je dobil velik vpliv, spoštovanje vse splošno, ne samo kot duhovnik, kot verski učitelj, ampak tudi kot unet, prosvetni in narodni delavec. Vodil je narodno zavest in pri tem se Nemcem ni ravno posebej prikupil. Prišla je vojna, Avstrija je propadla, šlo je za meje Slovenije in Gregorij Rožman, tedaj vplivna oseba na slovenskem Koroškem, se je zavzel za to, da se Koroška priključi Jugoslaviji. Seveda, Nemcem to ni bilo všeč in ko je plebiscit bil končan v korist Avstrije, je postal begunec. Moral je svoje domovine v Slovenijo, ki ga je z veseljem sprejela, postal je univerzitetni profesor na teološki fakulteti na novo ustanovljene univerze. V kratkem si je pridobil spoštovanje splošno ljubezen. Bil je duhovni voditelj telovadnih organizacij Orla, katerega se vsaj nekateri še spominjate, vneti delavec prosvetnih društv. Tako je ostareli škof Jeglič prišel do spoznanja, da on utegne biti njegov uspešen naslednik. Predlogo je svetemu očetu in dejansko Gregorij Rožman je bil odobren in posvečen v škofa julija leta 1930. To je bil za Slovenijo, posebno za katoliško Slovenijo, težek čas. Prvič je bila velika gospodarska kriza po polomu 29. leta na borzah, drugo je pa bilo, da je v Sloveniji zavladala vlada liberalcev, ki je bila veri in cerkvi absolutno nenaklonjena. Razpustili so Orla, omejili delo prosvetne zveze in vseh katoliških organizacij. Tako da dejansko novi škof, ki je ravno nastopil službo, ni imel veliko možnosti gibanja in svobode. Kar je njegovo delo je bilo omejeno na cerkev, posebej se je posvetno organizaciji katoliške akcije, marijnih društv in vseh podobnih, kar je bilo mogoče in dovoljeno v državnem okviru. Prvih 5 let njegovega škofovanja je bilo torej precej žalostno. Položaj se je spremenil, ko je v Beogradu se spremenila po smrti kralja Aleksandra, je bilo konec njegove diktature in v Sloveniji so prišli na oblast na mesto veri sovražnih liberalcev, katoliška stran. Minister Anton Korošec je postal pomembna osebnost v novi vladi. Za njegovo pomočjo in z njegovim vplivom je Slovenija sedaj obnovila telovadno društvo in sicer so bili to slovenski fantje in slovenska dekleta. Cerkev je svobodno zadihala, katoliška akcija se je razširila po vsej deželi. In koliko je katoliška cerkev tedaj pomenila in kakšen vpliv in ugled je imela, sta pokazala veliki splošni evharistični kongres in pa še posebej kongres Kristusa kralja tik pred začetkom druge svetovne vojne.
Cerkev je tedaj svobodno dihala in škof je lahko pričakoval lepše čase za svojo škofijo in za svoj narod. Žal se to ni uresničilo. Prišlo je do druge svetovne vojne. Slovenijo so si sovražniki razdelili, Ljubljano za okolico in del Dolenjske in Notranjske je zasedla Italije. Nemci so zasedli vso Štajersko in Gorenjsko, Prekmurje, Madžari. Nemci in Madžari so takoj ukinili vso slovenščino. Šole so postale nemške, vse slovenske organizacije razpuščene, duhovščina iz Štajerske in Gorenjske pregnana, večji del na Hrvaško in v Srbijo. Edino v delu ljubljanske škofije, ki so ga zasedli Italijane, je ostalo vse pristalo. Ampak škof je bil edini, ki je imel kolikor svobode gibanja. Mariborski škof je bil v hišnem zaporu in ves ta del Slovenije je bil dejansko brez možnosti redne verske oskrbe. Tudi politično so razmere v Sloveniji večji del, voditelji politični so odšli iz domovine, delno so izgubili svoj vpliv, potem ko so komunisti ubili Erlicha in nato še Bana Natlačena, dejansko v celi Sloveniji ni bilo nikogar, ki bi veljal, ki bi imel vpliv na narod, razen škofa Rožmana. Vse se je obračalo na, vse je iskalo pomoči pri njem. Seveda, to osvobodilni fronti, ki je bila komunistično usmerjena, ni šlo v račun. Najprej so ga skušali na nek način pridobiti, da bi vsaj molčal, da se ne bi skušalo to stvari. Edvard Godbeck mu je pošiljal pisma in razlagal, kako naj bi kristjani v OF sodelovali, kako naj bi škof to nekako blagoslovil. Škof je bil dober, se je zavedal, kako stvari stojijo in je poslal celo partizanom svoje duhovnike, da ne se brigajo za njihovo versko oskrbo. Ampak dolgo časa je samo svaril pred nasilji in nevarnosti komunizma za katoliško cerkev in tudi posebej za katoliško vero. Dolgo je čakal, dokler ni zadeva prišla do vrelišča. Ko je propadla Italija, so se vaške straže, ki so skušali čuvati vsi pred komunisti, upaknile zdela Dolenjske na Tuljak. Četniške skupine so se spravili v Grčanice, dol v bližini Hrvaške meje, v upanju, ko bo konc, da bodo lahko prevzeli ali vsaj koliko zavarovali Slovenijo. Komunisti so z italijanskim orožjem zavzeli Tuljak, uničili Pošteljak po Kršalici in vse ujetnike po kratkem postopku pobili. Zdaj je narod prvič videl, kaj more pričakovati od tako zvane ljudske oblasti. Ljudem je postalo strah in narod je bil enostavno popoln groze, da je mogoče, da so ljudje padli tako daleč, da kar na široko in brez roka pobijajo in mori svoje rojake. Škof je videl, kako stvari stojijo in je koncem v decembru 1943 jasno in odločno zaupil. Komunizem je največja nesreča za slovenski narod. Nasilje je vse to razložil, narod jasno povedal, kako je izjave. To je njegova sveta dolžnost, da narod svari pred nesrečo, ki prihaja na narod. On je bil v prvi vrsti verski vodnik, urednik, cerkveni dostojanstvenik in splošno priljubljen duhovni človek. Komunisti so vedeli, da brez njega se ne morejo nikamor. Zato so začeli silno gonjo proti njemu. Vse mogoče stvari si je mogoče izmisliti. Vse naj bil samo nepošten krščanski človek. Grozili so, da če ga dobijo v roke, da ga bodo živega razrezali in vse mogoče drugo. Ali mož je vztrajal na svojem položaju
Povedal je to njegova dolžnost, da varuje vero in cerkev in slovenski narod. Ko se je bližal konec vojne, je njegova okolica spoznala, kakšna je nevarnost za njegovo življenje. Videli so, da se prostovoljno ne bo umaknil. Zato so nekako organizirali, da ga je Salzburški nadškof pozval na nujen posvet v Salzburg in njegova okolica ga je potem prepričala, da je potrebno, da se temu pozivu odzove. Nujno je obravnajo še stvari v upanju, da se bo lahko v partiji vrnil. Odpeljal se je na Koroško, ko mu je niti še ni dosegel Celovca, že se je premišljal, nekako je začel dvomiti, ali je res nujno, da gre v Salzburg, in je rekel svojemu vozniku, Dandetu Novaku, mojemu sošolcu, ki mi je kasneje to zgodbo sam pripovedoval, pravi, rekel mi je, Nande, obrni, gremo nazaj v Ljubljano. Nande, ki je bil sam tudi proti komunisti, ne videl, kakšna je situacija, seveda škofa ni poslušal, ga ni zavil nazaj proti Ljubljani, ampak je zavil proti Terorski, daleč od jugoslovanske meje. Kasneje se škof razmer se ni mogel vrniti, ostal je v tujini, ali nekateri so mu očitali, zakaj ni ostal, kot ostal v Sloveniji, kot je ostal hrvaški nadškof Stepinac. Ampak razmere med Hrvaško in Slovenijo so bile tako velike, da se na to ne da sklicevati. Partizani na Hrvaškem so se borili v glavnem za hrvaško državo Anteja Pavelića, v Sloveniji slovenske države ni bilo nobene oblasti, edina osebnost, ki je imela vpliv, je bil pač škof Rožman. Zato se je vse sovraštvo obrnilo nas, kar je bilo mogoče, človek se ne more predstavljati. Pa vendar, večina slovenskega naroda, bil sem tedaj sam v Ljubljani vsa ta leta vojne, ni verjela komunistični propagandi, je vedela, da je to prazno. Komunisti sami so vedeli, da je vse škrtlaž, ali so ponavljali neprestano, v prepričanju nekaj od teh laži bo že ostalo. In kot smo videli tudi v Ameriko, ko smo prišli sem, kaj so tukajšnji naši rojaki govorili o nas s krvavimi rokami, o škofu, ki je ljudi pobijal in tako dalje. Stvari so se nekako urejale, tudi v Vatikanu so bili nekako skeptični glede Rožmanega umika, ali če hočemo tako reči iz domovine, in je bilo treba dolgo časa, dokler ni kanonik Kraljič v posebnem intervjuju je rekel mi, po 3 urah razgovora s papežem Pijem XII sem dosegel to, da je razumel, da škof Rožman dejansko ni imel veliko izbere, da je storil to, kar je mogel storiti, kar je smatral, da je v danih razmerah za cerkev in za slovenski narod najboljše. Papež ga je na to potrdil, da je ostal redni ljubljanski škof do svoje smrti, čeprav drugo polovico svojega škofovanja ni mogel izvrševati iz Ljubljane, ampak iz Klevedana. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe je komunistični. Komunisti so ga potem, kot je že obsodili, na zapor, mu vzeli državljanstvo in vse premoženje. Češ, da je narodni izdajalec in sodelavec okupatorja tako italijanskega kot nemškega. Nespametno si je predstavljati, da bo škof, ki je moral